Dobrodošli tudi nocoj na televiziji Arena. Upam, da dobro skrbite za svoje zdravje in ker nam čas v poletnih mesecih malo bolj dopušča, tudi več časa namenite svojemu lastnemu počutju, pa gibanju seveda, o čemer bo tudi nocoj tekla naša beseda. Z mano je že stalni gost, dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš. Dober večer. Dober večer, dober večer. In seveda bova kar na začetku že povabila gledalke in gledalce, da če imajo tekom oddaje kakšno vprašanje za vas, dobrodošlo, da se oglasijo na izpisani telefonski številki, rade volje boste pomagali s kakšnim nasvetom. Seveda. Kako vi preživljate poletne mesece? Ja, tradicionalno trudim se, da tisto, kar se pogovarjamo tukaj, tisto, kar svetujemo, da tudi nekako sam prakticiram, in zdaj prav te dni, sem si pač uredil, da je bilo nekaj dni dopusta, in lahko recimo pokažemo, da se da to vedno nekako tako sveže urejevati, da je vedno nekaj novega, tako da sem bil na Bohinju nekaj dni, in veste, sem si prvič privoščil, da sem ga preveslal po dolgem. Bohinjsko jezero, od Svetega Janeza do Ukanca, evo, to je ta slika, pa nazaj, tako da je bilo kar naporno, ampak se pa potem tudi človek bolje počuti, tudi več energije, za kasneje si nabereš in tako naprej, tako da gibanje. Koliko časa vam je to vzelo? To je vzelo 3 ure z enim vmesnim počitkom, tako za 20 minut. Seveda tudi z osvežitvijo v Ukancu, malo v vodi, in tako naprej, potem pa nazaj na čoln, pa s krmarjem spet nazaj do Svetega Janeza. No, zdaj poznamo ta skrivni recept vašega dobrega počutja, ne? Tako, bo pa gibanje tudi nekaj, kar naj bo spremljalo nocojšnjo oddajo, ne? Tako. O čem bo tekla beseda oziroma čemu se bova najprej posvetila, bom tako rekla? Ja, pogovarjali se bomo o bolezni, ki nam gibanje najbolj nekako omejuje. To smo že večkrat tukaj povedali. Ta bolezen se imenuje artroza oziroma osteoartroza, po domače je to obraba hrustanca. In tukaj imamo zdaj že gledalke in gledalci vedo, oziroma se spomnijo, en zelo jasen nasvet. Tukaj imamo zdravilo, ki edino popravlja obrabljeni hrustanec. Vendar, ker tukaj prihaja do, zlasti v napredovalnem obdobju te bolezni, prihaja do bolečih občutkov, do hude bolečine, ki včasih tudi moti spanje, se pravi kvaliteta življenja zelo trpi, je treba občasno na začetku zlasti jemati tudi protibolečinske tablete. In te delujejo hitro. Glukozamin pa je zdravilo, ki deluje na daljše časovno obdobje, ki recimo uredi bolečino v 2 tednih, v 3 tednih, v 4 tednih, govorimo o nekaj tednih, ampak trajno. Pri protibolečinskem zdravljenju pa je odprava bolečine trenutna in z ničemer ne posegamo v vzrok bolezni. Tako da je treba paziti in se še vedno dogaja to, kar smo tudi omenili v eni od oddaj, da je treba na vsak način, tudi ko svetujemo protibolečinsko zdravilo, zraven priključiti tudi jemanje zdravila glukozamin. Mi smo to v eni od oddaj že povedali, pa predlagam, če si kar en tak odlomek ogledamo in ga potem še pokomentiramo. Če mu ti samo svetuješ protibolečinske tablete, tisti prvi hip smo veseli, je on zadovoljen in tako naprej. In je
samo videz, da smo zdaj naredili tisto, kar je najboljše, kar je nekomu pomagalo in tako naprej. Samo kaj sledi? Sledi to, mislim, potreben je premislek, ne? Potreben je premislek, da torej bolečina je pomembna, a ne? Te opozori. Če ti imaš boleče koleno, potem ga manj obremenjuješ, ne? In nekako čisto tako refleksno, a ne, poskrbiš za to, da ga poškoduješ manj, a ne? Ker že itak je poškodovano, pa te boli in potem ga manj obremenjuješ in ga s tem nekako šparaš, a ne, mislim. To je v redu, ne? Samo zdaj se moramo lotiti zdravljenja, ne? Zdaj, če se pa lotimo zdravljenja samo tako, da zdravimo posledico, to se pravi samo bolečino, ok, se bolečina umiri, on začne hoditi, kot da nič ni, ne? In potem tisto, kar je poškodovano, še bolj poškoduje, a ne? Vse to smo mi že povedali, samo jaz vidim, da je treba to ponavljati, ne? In ker on to še bolj poškoduje, se mu bolečina vrne nazaj. In je jemal protibolečinska zdravila, a ne? To so kure, tu govorimo o kurah, a ne, recimo v nekem obdobju. V nekem obdobju, recimo en teden, a ne? Ne? Samo to, a ne, pomeni, da se mu v tem obdobju njegovo poškodovano tkivo še bolj poškoduje, ker hodi tako, kot da nič ne bi bilo, v resnici pa je, mislim, problem in on to, kar je poškodovano, še bolj poškoduje in se bolečina vrne. In je tega, recimo, protibolečinskega učinka kmalu premalo, a ne, ker ima pač določeno zmogljivost in ima protibolečinsko zdravilo za takšno in takšno bolečino, to obvladamo, a ne. Ampak potem pa, ko on hodi, kot da nič ni, ne, se tkivo še bolj poškoduje, bolečina se poveča, a ne, premaga protibolečinsko učinkovanje, a ne, in se vrne nazaj in je bolečina večja. In a si mislite potem, kakšen je to, recimo, stres, ne? Pa saj sem imel protibolečinsko zdravilo. Pa kako to, da je zdaj bolečina večja? Ja, in kaj zdaj? Ja, vidite, a ne? Mi pa danes se sprašujemo, ste prej vprašala, kako učinkovito pomagati pri obrabi hrustanca, a ne? Pri bolezni, ki je zelo razširjena pri nas, a ne? In danes, mislim, vse gledalci in gledalke vedo, da imamo odgovor, ampak je treba to ponavljati. Sem videl, da je treba to ponavljati, a ne? Ja, kaj zdaj? Ja, kaj zdaj? Oboje hkrati. Ne pozabiti na glukozamin, ker glukozamin je edini, ki odpravlja vzrok za bolečino. Glukozamin, torej pospeši tvorbo hrustanca, ne, ki se je obrabil, ki je stanjšan in tako naprej. Seveda ne deluje na hitro, ne deluje čez noč. Pri nekaterih imajo srečo, pa prime kar hitro, lahko. Tudi v enem tednu so zadovoljni, a ne. In potem, a ne, ko smo recimo, če recimo je tak primer, kot sem ga povedal pač na začetku, a ne, sem je smilil, tako zelo ga je bolel, pa sem mu dala protibolečinske tablete, glukozamin vem, da ne prime hitro, pa mu nisem dala. Ne, je treba tudi glukozamin dati. Je treba tudi glukozamin dati. Za tole čudežno škatlico, o kateri je bilo govora, da si bodo naši gledalke in gledalci znali predstavljati, o čem govorimo. Evo, to je ta slavni glukozamin Pharma Nord, ki ga je vsekakor, kot smo recimo v tistem prejšnjem odlomku govorili, ga je treba vedno zraven, torej, ko gre za obrabo hrustanca, ob protibolečinskih zdravilih, če se jih poslužimo, ga je treba vedno svetovati. Ker
z glukozaminom, z zdravilom glukozamin res delujemo proti vzroku. In vsakomur je jasno, da ko se bolezni lotiš pri vzroku, da si na tisti res najbolj učinkoviti in pravi poti. To se pravi, da je glukozamin učinkovina, ki direktno deluje na vzrok bolezni, hrustanec se popravlja, debeli, razpoke se zalijejo in tako naprej in tako naprej. In lepega dne, potem se bolečina začne umirjati in izgine in smo brez težav in je potem treba to seveda tudi naprej jemati, vzdrževati, ker je bolezen kronična, ker je bolezen trajna in se iz telesa ven spraviti ne da. Ker če ne bi potem nadaljevali oziroma tisti, ki ne nadaljuje z jemanjem glukozamina, se mu težave seveda vrnejo, ker je bolezen v telesu, samo jo zdravilo obvladuje. Po domače lahko rečemo, da jo potunka in z rednim jemanjem potem si to stanje vzdržujemo. To je tako imenovano direktno delovanje glukozamina. Zdaj v zadnjem času, to zdaj traja kar nekaj časa, meni se zdi, lahko rečemo, da skoraj da leto dni ali pa leto in pol, nekaj takšnega, se je v slovenskem zdravstvu zgodilo nekaj pomembnega. Prebilo se je v sam strokovni vrh, v recimo vse te slovenske zdravstvene ustanove stališče, da je gibanje zdravilo. Dobro, to je stara ljudska modrost, to nekako pravzaprav vsi to tudi nekako za svojo lastno izkušnjo živimo tako, mislim, vsakomur recimo je bolj kot ne jasno, da če se boš gibal, če boš skrbel za to, da si na svežem zraku in tako naprej, da bo to primerno za tvoje zdravje, za tvoje zdravstveno stanje, da boš bolj odporen in tako naprej. To je jasno, to smo se učili že tudi takrat, recimo pred 30, 40, 100 leti in tako naprej. No, ampak zdaj je bistveno to, a veste, da je to prodrlo v sam strokovni vrh in zdaj v vseh zdravstvenih ustanovah, vključno z kliničnim centrom, pač imamo stališče, da ob vsaki bolezni, če se le da in kolikor se da, se svetuje tudi gibanje. In gibanje ima, kot rečeno, status zdravila. Veste, to je velika stvar. To je pravzaprav prekretnica. S tem smo in pri preventivi, če hočete, in pri boljši kurativi in tako dalje. Skratka, to ima neizmerne, trajne, dolgoročne učinke na uspešnost zdravljenja. In zakaj to zdaj, to tako informacijo, ta podatek, zakaj ga zdaj tukaj omenjamo, zakaj ga toliko poudarjamo, je iz preprostega razloga. Prav zdravilo glukozamin je tisto, ki z popravljanjem obraba hrustanca omogoča več gibanja. Več gibanja omogoči. Tako da, poleg tega recimo, da glukozamin je dejansko, to je tudi smiselno še enkrat poudarjati, je pri obrabi hrustanca v posebni osrednji vlogi. Torej, ko pride glukozamin zdravilo, ko ga mi zaužijemo in pride po krvi, preko limfe in tako naprej, pride v naše sklepe, konkretno v koleno, začne zdraviti. Ko začne zdraviti, se to dogaja tako, da se sprožijo reakcije tvorbe vseh sestavin novega hrustanca,
ki potem se nabere in tam, kjer je stanjšen, se primerno odebeli in tako naprej. No in v tem nastajanju novega hrustanca so seveda potrebne vse tiste sestavine, ki jih hrustanec ima. To je kolagen, glukozamin pride v sklep, sproži tvorbo kolagena, točno toliko, kolikor se ga rabi, veste. To so zelo natančni ti dogodki, a ne. Tu je narava zelo precizna, a ne, zelo precizna. Glukozamin deluje toliko časa, dokler ne doseže kolagen toliko količino oziroma koncentracijo v sklepu, kolikor je potrebno, a ne, in potem preneha. In isto potem velja za hondroitin, ki je sestavina hrustanca, sproži tvorbo glukozamin, a ne, sproži tvorbo hondroitina toliko, kot je potrebno. Isto velja za hialuronsko kislino in za vse proteoglikane, to je cela skupina, cela bratovščina teh sestavin hrustanca. In na koncu, ko so vsi skupaj, nastane nov hrustanc in smo dosegli tisto, kar je bistveno, a ne. Potem ta hrustanc se potem, a ne, mi sklep premikamo, hrustanec se troši, a veste, ker se drgne, ne, se troši, no in potem spet čez čas, a ne, se pač glukozamin porabi v enem dnevu in je potem treba spet naslednji dan spet isto jemanje ponoviti in tako kar naprej, a ne. No, to poudarjam zaradi tega, ker iz tega potem je razvidno, da je dovolj samo glukozamin za zdravljenje obrabe hrustanca. In v našem zdravilu, v glukozaminu Pharma-Nord, je to osrednja in edina učinkovina. Glukozaminov sulfat, a ne, in nobenih drugih sestavin ni treba, ki se marsikje ponujajo in se je smatralo, a ne, pred recimo 20 leti, da je dobro, če glukozaminu dodamo kolagen, ki sem ga prej omenil, če dodamo hialuronsko kislino, da je dobro, pa ni, a veste, ni. Se je izkazalo, da je najbolj učinkovito, ko mi dodamo samo manjkajoči glukozamin in potem naravi prepustimo, da sama počne tisto, kar je najbolj smotrno in kar je najbolj potrebno. No, skratka, to je glukozamin, zdravilo glukozamin Pharma-Nord in njegovo delovanje se da lepo preprosto povedati, vsakomur jasno in potem še enkrat se vrnemo mi k našemu gibanju, kako je zelo pomembno, kaj omogoča to gibanje, ne. Smo rekli, jemljemo glukozamin, prvič deluje direktno in drugič preko gibanja, ne, deluje še enkrat, kot zdravilo. Se pravi, zdravilo, ki deluje dvakrat, ne. To smo tudi že povedali, ne. Glukozamin je zdravilo, ki deluje dvakrat. Prvič direktno in drugič preko gibanja. In zdaj to gibanje je pa spet tako rekoč en tak čudež, a ne, čudež narave, a ne, kaj se nam vse v pozitivnem smislu lahko dogaja, ne. Ko mi imamo več gibanja, ne, zaradi glukozamina, ki je popravil naš obrambni hrustanec, nam tudi srce deluje bolje, ne. Ko se mi gibljamo, ko srce treniramo, ne, si srce opomore, postane močnejše in deluje bolje, postane močnejše, dejansko postane močnejše, ne. To lahko vsak, jaz sem to recimo tudi pri veslanju počel, nekdo lahko to pri hoji, nekdo lahko pri teku, mislim, kakorkoli, važno je gibanje. Lahko tudi recimo v enih starostnih obdobjih je to lahko vrtnarjenje, karkoli, ampak samo, da je gibanje, in potem se srce krepi. In ko se srce primerno okrepi, pošlje več krvi. In če pošlje več krvi, je potem vsakomur jasno. S krvjo pride več hrane, več kisika, ne, se bolje odplakuje tisto, kar so razkrojki in tako naprej. In tukaj, a ne, je to spet v prid hrustancu, a ne. Hrustanec se bolje obnavlja, bolje uspeva,
ko je srce močnejše. Seveda je tako, ne. Mislim, pač normalna zadeva, ne. In zdaj vidimo, ampak je spet, pridemo, da je v ozadju glukozamin, ki je to omogočil, ne. Potem naprej, ne, to so vse dokazane stvari, a veste. Dokazano znanstveno, dokazano strokovno, popolnoma po vseh tistih kriterijih najbolj zahtevnih, da je temu tako. Res je tako. In potem naprej. Mi smo tukaj tudi večkrat rekli imunski sistem. Imunski sistem, ko se mi več gibljemo, postane boljši, postane močnejši. Dejansko. In spet, a veste, imunski sistem se v stroki spremlja na ne vem koliko načinov, imate različne učinkovine, pa recimo celice in tako naprej. In vse to se lahko zmeri in preveri. Ko se vi gibljete, je to boljše. Imunski sistem je močnejši. In zdaj smo spet pri tem, a ne. Imunski sistem je pa omogoči zdravje, a ne, ker je tisti torej se bori, naš imunski sistem se borimo in preprečujemo katerokoli bolezen, ne? Tudi obrabo hrustanca, a ne? To se pravi, spet vidimo, a ne? To gibanje preko glukozamina je omogočilo močnejši imunski sistem in to je spet dober za naš hrustanec, a ne? In naprej še, tukaj mislim, je taka res lepa zgodba. Je prav prijetno za pripovedovati, ne, kaj vse se nam v pozitivnem smislu dogaja, ne. Ko se mi gibljemo, ko se mi več gibljemo, so pljuča bolj predihana, več kisika pride v kri, ne, in zdajle se pravi, srce je močnejše, pride več kisika, plus, a ne, in to je spet dobro za naš hrustanc, ki ga v tem primeru zdravimo. To se pravi, tu vidimo, da se recimo ti pozitivni učinki, a ne, začnejo seštevati, a ne, seštevati. Potem recimo še nekaj, a ne, ko se mi gibljamo, moramo imeti tudi naša prebavila, naše črevo, a ne. Ko se mi gibljamo, ne, veste, se črevo masira, ne, se črevo masira in potem bolje deluje. Vsrkava bolj, a ne, tudi je manjša verjetnost recimo zaprtosti in tako naprej, kar je v tretjem življenjskem obdobju rad problem, a ne, tako da, če se več gibljamo, smo spet na boljšem, a ne, črevo bolje vsrkava in zdaj vidite, a ne, več krvi pride, več kisika, več hrane se vsrka in to je spet dober za naš hrustanec, a ne, ki ga zdravimo z glukozaminom. No, potem še ena stvar, ki je tudi dokazana, ne, veste, to je zdaj tako, ena taka informacija je mogoče smiselna, da povem, ogromno naših bolezni, ki jih imamo, vsebuje tudi vnetje, ne. Tudi za osteoartrozo smo rekli, da jo nekateri imenujejo kar artritis, itis pa vemo, da je vnetje, a ne. Torej, in tudi tukaj je dokazano, da gibanje pozitivno, se pravi, nam v prid deluje, kar se tiče vnetij. Vnetja se umirjajo. Gibanje torej zmanjšuje vsa vnetja in zmanjšuje tudi to vnetje, ki je nastalo v našem sklepu pri obrabi hrustanca. No, tako da recimo nekatere države so to tako potegnile ven, ne, ta učinek glukozamina preko gibanja na vnetje, da so kar pri registraciji glukozamina napisali zdravi obrabo hrustanca in deluje protivnetno, a ne. No, potem še ena stvar, ki bi jo recimo omenil, a ne, da vidimo, mislim, kakšno bogastvo se nam dogaja v naš plus, a ne, ko jemljemo zdravilo glukozamin, ki nam dejansko pomaga, omogoči gibanje in recimo preko tega gibanja zdaj bolezen, ki je pod posebno stigmo, je tudi rak, a ne, in tudi na rak deluje gibanje. Na rak. Manj raka je. Direktno zaradi gibanja je manj raka, ne.
No in potem še recimo tudi sladkor pade in tako naprej. No skratka, zdaj vidimo, ne, jaz mislim, da smo tako dovolj tako slikovito prikazala, ne, kakšno je bogatstvo učinka glukozamina, ko ga uspemo redno jemati. Ne. In dejansko je tudi tako, veste, recimo tisti prvi učinek glukozamina, ko deluje, ko popravi obrabljen hrustanec v sklepu, to je recimo en del te zgodbe. Drugi del zgodbe pa pride posredno preko tega gibanja. Ne? In to samo še okrepi učinek glukozamina. Hrustanec se počuti boljše. Ne? No, tako da na vsak način ne, je smiselno redno in trajno jemanje glukozamina, ker kot rečeno, ne, deluje dvakrat. Ne, in potem kasneje v oddaji bomo to še podkrepila, ne, kako je recimo mogoče pri raku, recimo je še, so še nove informacije, kako uprit tukaj nam lahko deluje. In to je to. Ne. Pa opozorila bova seveda znova, da gre za zdravilo. Ne? Tako je, za zdravilo. Ne. Treba je paziti, da ko se odločamo, če nekdo na tem, da se odloča, da bi začel z jemanjem glukozamina, vsekakor predlagamo, da se odloči za zdravilo glukozamin. Zdravilo glukozamin, ker vse, kar pripovedujemo, je na osnovi glukozamina kot zdravila. Glukozamin, prehransko dopolnilo, to smo že rekli, ne zmore zdraviti, samo olajša težave in te pahlače učinkov, ne, ki smo jo recimo zdaj razvijali, ne zmore. Niti samega vzroka bolezni ne more popravljati. Obrabe hrustanca ne zmore popravljati. Ne zmore popraviti recimo stanjšan hrustanec. Ne zmore. Zmanjša težave in to je vse. 15-20% zmanjša bolečino, zmanjša vnetje, izboljša gibljivost nekaj malega in to je vse. Bolezen se pa širi naprej. In zato je res pomembno, prvič recimo zaradi tega direktnega učinka, da se poslužujemo zdravila glukozamin, sploh pa o tem, kar sem pripovedoval, kaj se zgodi preko gibanja, ki ga omogoči zdravilo glukozamin, tega pri prehranskem dopolnilu nimamo. Vzela si bova kratek premor. Ja. V tem času bova povabila seveda, da če se vam je utrnila kakšna misel, da gospoda Krstiča pokličete kar v oddajo v živo in ga povprašate, karkoli vam že pade na misel, pa bomo hitro razrešili kakšno dilemo. Ko se vrneva, pa razkrijeva tudi, kako je Mic Mengeš oziroma glukozamin Pharma Nord pomagal pacientu oziroma stranki gospodu Cirilu. Čez nekaj trenutkov. Dobrodošli nazaj v studiu, še vedno je moj gost, dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš. In če imate zanj kakšno vprašanje, je zdaj še nekaj časa na voljo, da se nam oglasite na izpisani telefonski številki, kajti oddaja poteka v živo. Dr. Krstič, za nocoj ste nam pripravili, pravite vi, tudi eno popestritev in sicer konkretno izkušnjo vaše stranke, gospoda Cirila. Ja. Ta primer se je zgodil pred dobrim desetletjem, lahko rečem. Gospod Ciril je prestajal težave zaradi napredovale obrabe hrustanca, sistemske, tako kot večkrat povemo, da je več sklepov prizadetih, vključno najbolj z koleni. In gospod Ciril je imel kmetijo, tako hribovsko kmetijo, bolj tako na enem takem področju, ki je bilo veliko strmin, veste, kmetija, skratka gorska, in je bilo naporno, in zdaj, ko je on utrpel te težave, je bil res prizadet, ni mogel nič,
Poskušajo vse mogoče in na koncu, tam okrog leta 2012, mislim, da se je zgodilo, je pa zvedel za zdravilo glukozamin Pharma Nord in se ga je poslužil. In zdaj bi prosil, če nam režija pokaže to sliko. On si je res lepo opomogel, a ne. No, kot vidite tukaj, a ne, mi smo dali en tak naslov, mi smo ga potem obiskali na domu, a ne, ko nam je on pisal, se je zahvalil, sam od sebe nam je poslal, je recimo tako rekel, dopis zahvalnosti je začel, a ne, dopis zahvalnosti in nam je tu nakratko v tem svojem dopisu, ki ga vidimo tukaj na zaslonu, opisal, ne, odkot je, kaj se mu je zgodilo in tako naprej in pravi, da zdaj spet po dolgih letih spet lahko mirno spi in spet lahko opravlja vse tiste svoje stvari, ki jih ima na gorski kmetiji, a ne, vključno tudi on je nam pokazal, ko smo bili pri njem na obisku, tudi je imel nekaj stoletij staro žago venecijanko, veste. Res je bilo zanimivo, no. Žaga venecijanka, ki jo on še zmeraj uporablja od časa do časa, ne. In jo je tudi pognal, ne, ko smo bili tam in tako naprej. Skratka, on je si zelo opomogel, ne, in mislim, nam je bilo res v veliko zadoščenje, ne. Potem smo tudi malo prijateljevali, a ne. To je doživel v svojem 84. letu, veste. To so že visoka leta, no. In čez enih 5-6 let je pa sklenil svojo življenjsko pot, ampak brez bolečin, a ne, in tako da to je še en tak primer, a ne, še ena taka zgodba, a ne, kako lahko zdravilo glukozamin Pharma Nord uredi težave in poskrbi za to, a ne, da ljudje potem dostojno vse skupaj spravijo do konca, ne, svojo življenjsko pot sklenejo brez teh pač bolečin, ki so pa lahko zelo hude. Ampak ne. Že veliko prej, ne, pa je Ja. lahko naša usoda operacija, ne? Ja, tudi to. Seveda, ne, a veste, nobena stvar ni 100%, ne. Tudi recimo, ko se jemlje glukozamin, je operacija možna, pač tako je. V tem primeru je še vedno smiselno jemati zdravilo glukozamin, ne, zato ker pomagamo drugim sklepom, ker torej preprečimo, da bi drugi sklepi recimo toliko oslabeli, da bi bila tudi pri njih potrebna operacija in tako naprej. Je pa še vedno tudi to, a veste, treba biti pač realen, še vedno veliko ljudi ima težave, še vedno. Veliko ljudi ima težave in ne ve za zdravilo glukozamin. Žal je tako. Še vedno se dogaja tudi to, da nekateri strokovnjaki, a ne, medicinski, pač glukozaminu niso naklonjeni in bi se lahko več svetovalo jemanja zdravila glukozamin. Kakorkoli, operacije so in operacije bodo. To je dejstvo. Bodo operacije. Z jemanjem glukozamina bi jih bilo tako v celoti gledano eno število, ki bi bilo racionalno, ne. Brez glukozamina je to število zagotovo večje, ampak mi pa že itak imamo pri vseh operacijah, pri vseh operativnih posegih te čakalne dobe imamo, tako da ne. Ok, to so pa znani problemi, znane težave, kakorkoli, v prid vsem je to, a ne, da se jemanje glukozamina malo bolj svetuje. Zdaj pa, kar se tiče recimo operacij.
Naša izkušnja je, in to se da tudi lepo raztolmačiti, to smo tudi večkrat povedali. Jaz predlagam, mogoče bi pa kar še enkrat zavrtel en tak razgovor, ki smo ga imela v prejšnji oddaji, pa bi prosil režijo, če ga zavrtijo. Katerikoli posegi imamo, ali tisti najmanjši, recimo, ko se samo rečemo mu artroskopija, veste. To zdaj po domače pomeni, da se recimo sklep, ki je prizadet, ki malo boli in tako naprej, ki tudi poka lahko in tako naprej, ki ima vse te znake obrabe hrustanca, pa se ga slika in se vidi, da not plavajo eni okruški, pa ta hrustanc je mečken razpokan in tako naprej. In z artroskopijo se gre noter, pa se posesa tiste okruške, da ne dražijo več tkiva noter. Če je recimo kakšna razpoka, se tisto lahko tudi lepo elegantno, mislim, to mojstri, so vrhunski mojstri, kirurgi, to kapo dol, mislim, resnično, in se to uredi, samo ko se to vse skupaj uredi, ko se potegne ven tisti figroskop iz sklepa, ko se lepo vse skupaj elegantno zašije, mečken ena taka brazgotina ostane, not pa manjka hrustanec. Stanjšan hrustanec je še vedno, In kaj zdaj? Ja, se ves čas govorimo, ko imamo obrabo hrustanca, ko je hrustanec stanjšan, jemati zdravilo glukozamin. In to pomeni tudi ta najmanjša operacija, ta recimo najmanj zahteven poseg, kirurški v sklepu, je pač največji dokaz, da je potrebno takoj preiti na redno, trajno in neprekinjeno ter vseživljenjsko jemanje zdravila glukozamin. Ali je tudi tukaj, tudi pri tej operaciji, jaz sem prej rekel pri vseh operacijah, in sem dejansko mislil pri vseh operacijah, in sem tudi mislil tudi na to operacijo, ki ste zdaj omenila, to vrhunsko operacijo, avtotransplantacijo hrustanca. Ali je tukaj tudi potrebno zdaj jemanje glukozamina? Vete, logika je jasna. Če se vprašamo, zakaj pa je prišlo do obrabe hrustanca v kolenu, ker smo naredili avtotransplantacijo? Tisti vzrok, za katerega, mislim, zdaj vemo, medicina tukaj ni več v dvomih, vzrok je pomanjkanje glukozamina. In to pomanjkanje glukozamina, mi z avtotransplantacijo nismo na to pomanjkanje z ničemer vplivali. To je ostalo, to je noter, organizem živi s tem, s to težavo naprej. In zdaj, kaj to pomeni? Tudi ta hrustanec, ki smo ga dali v sklep, naš, mislim, lastni hrustanec, je podvržen dogajanju, ki ga recimo prestajajo vsi hrustanci v naših 80 sklepih. In tam vemo, da se hrustanec bolj razgrajuje, kot se tvori. Se pravi, ga manj nastane, kot se ga obrabi. In isto velja tudi za ta avtotransplantat. Ta avtotransplantat žal postaja čedalje tanjši. Nič bolj odporen ni. Ja, ni, ker je to naš hrustanec, kot vsi ostali, vse smo ga od tam tudi vzeli. In je v istem telesu in tako naprej. In kaj zdaj? Ja, spet pridemo na tisto, kar sem rekel. Tudi pri tej operaciji, jaz to operacijo moramo vrednotiti. To je izjemno velik napredek v medicini. To so čudovite stvari. Samo jemanje glukozamina, pa bom rekel z eno latinsko parolo, condicio sine qua non. To je pogoj, brez katerega ne moreš. Mora biti izpolnjen. Se pravi, tudi pri avtotransplantacije hrustanca je potrebno redno, trajno in neprekinjeno ter vseživljenjsko jemanje zdravila glukozamin.
Dobrodošli nazaj v studio. Dr. Krstič, po tem pogovoru, ki so ga ravno kar slišala in so ga tudi naši gledalci videli, bi človek rekel, da glukozamin pravzaprav izjemno vpliva na kakovost življenja, pa tudi na dolgoživost posameznika, ne? Tako. Z vsemi svojimi lastnostmi in učinki. Res je. A mogoče bi samo v 2 stavkih se na kratko navezal na to, kar smo zdaj ravno kar videli v teh nekaj minutah. Šlo je za eno operacijo, to je artroskopija, to je mehna operacija, in za eno zelo tako zahtevno operacijo, to je avtotransplantat našega lastnega hrustanca v kolenu, ne. Je pa, a veste, teh ortopedskih operacij veliko. Veliko jih je, veliko vrst pri hrbtenici, na raznih delih, v vratnem delu, v križnem delu, sakralnem delu in tako naprej, ne. Tudi so, mislim, različne diagnoze, korektivne te operacije, vse pa so na osnovi obrabe hrustanca. To je skupni imenovalec, jaz moram reči, to je skupni imenovalec teh zdravstvenih stanj in teh operativnih posegov. Ampak zdaj bi pa rad zelo poudaril, ker se pojavljajo, veste, članke, jaz jih berem, kolikor zmorem pač to spremljati, ne, in vidim, da je res smiselno to poudarjati. Vsakokrat, vedno pri katerikoli operaciji, tudi pri tej najmanjši ali pa pri tisti najbolj zveličavni, najbolj napredni in tako naprej, vedno je treba svetovati redno, trajno, neprekinjeno in vseživljenjsko jemanje zdravila glukozamin. Vedno. In bom še enkrat ponovil, vedno je treba svetovati jemanje zdravila glukozamin. Ker, a veste, vse si lahko recimo nekako ustvarite predstavo. Operacija, korektivna, se popravi, ampak kaj zdaj? Tisti isti vzrok, ki je to operacijo zahteval, to, kar je operacija popravila, deluje še naprej in razvrednoti učinek te operacije. Če bi pa jemali glukozamin, pa bi se hrustanec okrepil, a ne, bi pa ta efekt, ta uspeh operacije bil veliko večji, bolj trajen. In kot rečeno, problem je tudi v tem, da veliko ljudi čaka na operativne posege. In še več jih bo čakal, veste? Res vam to povem. Še več jih bo čakal. To ni nobena taka črnogleda in tako naprej napoved, ne? To ni nobeno zastraševanje in tako naprej, ne? Ampak je to dejstvo. Mi se staramo, ne? Mi se staramo, ne? In to je to. Tako da jemanje glukozamina pri vsaki operaciji. Ne? Ampak da nam zdaj ne bo zmanjkalo časa za tisto stvar, ki jo še želiva poudariti v nocojšnji oddaji, to pa je ključnega pomena in vi ste danes številke, za katere res želim, da jih poudarite. Ker to, kar pripovedujemo, veste, to so vse študije, vrhunske študije za vrhunskih medicinskih centrov po svetu in tako naprej. In na teh vrhunskih medicinskih centrih so ugotovili, da, spet bom ponovil, ta prehranska dopolnila, vključno z kolagenom in tako naprej, nimajo efekta, ki ga bomo zdajle omenili. Tisti, ki so redno jemali zdravilo glukozamina, so živeli bolj zdravo, in tudi smrtnost je v tej skupini, to smo že tukaj omenili enkrat, manjša za 18%. Za 18% je manjša smrtnost pri tisti, ki redno jemljejo zdravilo glukozamin. Zdaj, to je en presenetljiv podatek, ki sem ga mi tukaj povedal že pred 2 leti, če se ne motim, enkrat spomladi pred 2 leti smo to prvič povedali. Med tem časom se je pojavila še ena, poleg te prve ameriške študije se je pojavila še ena študija, in je ta odstotek potrdila. Namesto 18% se je pojavilo 19%. 19%. Tu smo nekje. To so približno podobne številke. Ena študija potrjuje drugo. Se pravi, manjša smrtnost. Zakaj? Ja, čisto preprosto. Človek bolj zdravo živi dlje.
a ne. Zdaj pa, to je recimo v celoti, je ta številka 18%, so pa znani procenti tudi pri posameznih boleznih, a veste. Recimo pri srčni kapi kot vzroku smrtnosti, a ne, ko je zraven glukozamin, je te smrtnosti manj za 12%, potem pri boleznih srca in ožilja, ki so lahko vzrok za smrt, a ne, je ta procent 15%, največji odstotek, a ne, te pozitive, a ne, je pa pri boleznih dihal. Ne. Tukaj je pa razlika 41%, se pravi za 41% je manj smrtnosti, a ne, v primeru bolezni dihal, ko se jemlje zdravilo glukozamin, zdravilo, ki ima učinek, a ne. Zdaj pri raku, tle moramo še malo se zadržati, a ne, pri raku je pa ta procent 13%, ne. Dolgo časa, veste, sem jaz mislil, da je to posredni vpliv, ne, glukozamina, se pravi zdravilo glukozamin omogoča več gibanja, bolj zdravo živimo in potem tudi vpliva na to, da je smrtnost zaradi raka manjša. Ampak uspel sem nekako, ne vem kako, pridobiti tudi, odkril sem pravzaprav eno študijo, ki je zelo stara, jaz bi prosil režijo, če nam jo pokaže, to smo tudi pripravili, a ne. Študija se bo zavrtela, se bo pokazalo, ne. Študija, kjer so pred daljnimi desetletji ugotovili, da glukozamin tudi direktno vpliva na rak, da omejuje rak, ne. Zdaj, študija se bo verjetno pokazala. Študija se bo verjetno pokazala, ne. Vi pa lahko med tem mirno nadaljujete. Ja, in no, ta študija, še prej prosim, še ena slika je, no ta slika. Tukaj vidite, inhibition of tumor growth, tu piše, to pomeni zaviranje rasti raka z glukozaminom. In pomislite, ta študija je bila objavljena leta 1953, ampak bi še to recimo opozoril, objavljena je bila v najbolj ugledni reviji, kar jih poznamo, to je revija Nature. To je revija Nature, to je vrhunska, ne. Potem naprej še tisto sliko, če pokažete, tukaj imamo pa en primer, a ne, to se je seveda nadaljevalo, a ne, to se pravi, da glukozamin, zdaj, to je prva informacija v slovenski javnosti, jaz mislim, da jo brez težave objavljamo, ker je zelo dragocena in zelo povedna, ne. Tukaj recimo je ena študija rak dojke, kjer se lepo vidi, imamo 4 slike, tam od zgoraj, ne, in na začetku je torej rak dojke brez glukozamina, tam tretja slika, pa četrta, sta pa tista, recimo, koncentracija glukozamina, ki jo mi dobimo, ko jemljemo to naše zdravilo glukozamin Pharma Nord. A ne? To zdravilo, ko jemljemo, vidimo, da glukozamin zdravilo direktno učinkuje tudi, je direktni podpornik zdravljenja, pri zdravljenju raka, ne, pri zdravljenju raka. Tako da to je informacija, ki zdaj, če ponovimo, ne, to, kar smo v celotni oddaji govorili, ne, da glukozamin direktno popravlja obrabo hrustanca, da potem deluje tudi preko gibanja spet drugič kot zdravilo, tukaj pa vidimo, pri raku, ne, da se spet eno izjemno zanimivo področje odpira, kar je seveda samo dobrodošlo. Tako da tista gospa, ki jemlje glukozamin, vpliva tudi na to, da ima bistveno manjšo verjetnost, a ne, da se ji bo razvil rak dojke. To govorim popolnoma odgovorno, verodostojno, ker sem pokazal prej študije in to se vse skupaj nadaljuje in
To bi bilo to. Imava istočnice za naslednjo oddajo. Ne Tako bova je. verjetno tu začela, je. kjer sva nocoj Ja, zaključila. ja. Želiva lep večer in Vsem hvala skupaj, lepa, ja. ker ste ostali v najini družbi. Lahko noč.